Zdravo, dva koraka sta, ki se jih morate držati. Prvi je, da sprejmete pisno odredbo. Vzorec te pisne odredbe smo vam pripravili tudi na CNVOS-u, povezava do odredbe je spodaj v komentarjih, drugače pa lahko najdete tudi na naši spletni strani www.cnvos.si. Drugi korak pa je da o tem obvestite delavca. Če slučajno še delata skupaj, se pravi, da lahko še opravljate delo, upam, da pod varnimi pogoji, mu date to osebno, drugače pa pošljete po elektronski pošti. Lahko na njegov službeni elektronski naslov, če ga ima, oziroma na elektronski naslov, ki vam ga je že posredoval za namen obveščanja. V tem drugem primeru bi vas samo to opozorila, da ga prosite za nek odgovor, da je to res prejel. Torej, dva koraka, sprejmete pisno odredbo in o tem obvestite delavca. Kar bi vas pa lahko samo še opozorila, je, da v odredbi lahko napišete, da ste ga napotili na začasno čakanje na delo doma do preklica, in da lahko ga kadarkoli se bo pojavila potreba po delu, pozovete nazaj na delo. O tem je potrebno delavca samo obvestiti. Tako da, če sem karkoli še drugega pozabila, vas bo čakalo spodaj v komentarjih. Drugače pa nas sledite na naši Facebook strani oziroma na spletni strani, kjer vam bomo pripravili še ostale video novice o delu v času koronavirusa.